Hvala lepa. Jaz nimam nič napisanega, bom pa bom kar eksabrupto in bom postavil samo nekatere teze, ki se mi zdijo pač zanimive. In prva od teh tez je ugotovitev, da leta 1941 ni bilo politične skupine na Slovenskem, ki ne bi mislila o bodočih slovenskih mejah. Kljub temu, da je bila Slovenija popolnoma v tleh, ne smemo pozabiti, mi smo bili dvakrat razdeljeni. Prvič leta 1919 in drugič leta 1941. Torej smo bili obsojeni na smrt. Kljub temu so vsi govorili, kakšne bodo naše bodoče meje. Najbolj, bi rekel, velikopotezni so bili ta največji poraženci, tisti, ki so zbežali. Člani vlade v egzilu, v begunstvu, so se že leta, torej že enkrat spomladi 1941 zbrali v Jeruzalemu in so govorili o bodočih slovenskih mejah, pri čemer so mislili o meji na visokih Turah in ne vem, globoko, pri Krminu, v Furlaniji, torej so načrtovali eno veliko Slovenijo. Hvala Bogu, da niso brali komentarjev britanskih diplomatov, ki so se jim smejali, tako rekoč. So rekli, ti Slovenci odpirajo na široko svoje usta in ne vejo, kaj govorijo. Več ali manj. To so bili eni. Naša desnica je tudi računala na eno bodočo Slovenijo in sicer je pričakovala, da jo bo dobila od Italijanov, ker smo slišali prej od Godeše, pozneje pa tudi od Nemcev. Zanimiv je podatek iz knjige spominov Bajta, Bermanov dosje, ko pravi, kako je v Trstu na ulici Kolonejo videl naše domobrance, ki so korakali, so se vračali iz ene gostilne tam iz okolice, so korakali po ulici Kolonejo, so slovensko zastavo na čelu in peli Trst je naš. Očitno so mislili, da jim bodo Nemci dali Trst. Predstavljate si neskončno naivnost in politični analfabetizem teh ljudi. Edini, ki so računali samo nase, so bili partizani. Oziroma je bila Osvobodilna fronta. In komunisti seveda. Pri čemer ni bilo tako enostavno pravzaprav definirati naših meja na Primorskem. Jaz bi želel poudariti nekaj. Kako vi veste, je Osvobodilna fronta skušala razširiti svoj delokrog na Primorsko že konec avgusta 1941. In to je bilo eno revolucionarno dejanje. Zakaj? Zaradi tega, ker so posegali v italijanski prostor. In po pravilih Kominterne ena komunistična partija ni imela pravico delovati na teritoriju druge komunistične partije. Tako da je tukaj že ta poteza, se meni zdi izredno pomembna, pri čemer je pa tudi treba reči, da so pozneje, spomladi 1942, vendarle prosili Moskvo za odobritev te akcije. In po Kardeljevi pobudi, in kako veste, je Moskva odgovorila, da ja, da imajo prav, da to počenjajo, zaradi tega, ker so očitno se v Moskvi zavedali, da edini revolucionarni element, ki eksistira v Julijski krajini, je pač slovenski. In da je treba na njega staviti. Tako da tukaj imamo že torej ene določene premike oziroma razmisleke, kakšna bo naša bodoča meja z Italijo, pri čemer so o tem tudi začeli že diskutirati na začetku leta 1942, ampak vsa zadeva je nekako
padla v vodo, tudi zaradi tega, ker so tisti ljudje, ki bi najbolj prispevali lahko tej diskusiji, kako recimo moj profesor Cvitr, bili takrat aretirani. In tako je dolgo časa pravzaprav to nekako izginilo iz prizorišča, čeprav je treba reči, da je že leta 1942 Vilfan po nalogu komunistične partije napisal en referat prav o meji oziroma o Trstu. Čigav bo Trst. In Vilfan, izhajajoč iz zelo ortodoksnih, komunističnih, marksističnih načel, je trdil, da mora Trst biti naš, zaradi tega, ker je priznaval, Trst je po večini italijanski. Ampak, glede na to, da je vključen popolnoma v naše ozemlje, pripada nam, kako recimo, kako so rekli, kako je rekel Stalin, ta mesta, ki so tu drugojezična, in teh je bilo na vzhodni Evropi kar precej, spadajo v teritorij, v katerega so umeščeni. Ampak, kljub temu, tisti Vilfanov referat ni bil dobro sprejet. Zaradi tega, ker so naši vodilni komunisti, začenši s Kardeljem, imeli, kar se tiče prav Trsta, velike probleme. Velike probleme, ki so se pojavili tudi leta 1943, za časa Kočevskega zbora, konec septembra, ko mi vsi pravimo, Kočevski zbor je potrdil ali razglasil priključitev Primorske k Sloveniji. To je delno res, delno pa tudi ne, zaradi tega, ker je Kardelj preprečil, da bi se to objavilo. Zakaj? Zaradi tega, zaradi obzirov do Italijanov, do italijanske komunistične partije, ki je takrat po 8. septembru 1943 se začela organizirati in s katero so naši komunisti nameravali seveda tesno sodelovati. Med koncem septembra 1941 in koncem novembra 1943 se nekaj zgodi, se nekaj premakne, in sicer v tem smislu, da Avnoj pa izrecno potrdi priključitev Primorske k Sloveniji, čeprav je treba tudi reči, kje bo tekla meja, natančno, kje bo tekla meja, niso povedali. Je ostalo vedno zelo, bi rekel, v nejasnosti, ampak je pa treba reči, da se v tem času, torej proti koncu leta 1943, nekaj radikalno spremeni. In sicer se spremeni odnos Stalina do Jugoslavije in do našega osvobodilnega gibanja. Stalin, kako vi veste, je bil vedno zelo rezerviran. 41, 42, 43 je bil rezerviran zaradi tega, ker se je bal, da bo revolucionarni naboj, ki je bil v našem osvobodilnem gibanju, neprijeten zahodnim zaveznikom. In je torej skušal bremzati to stvar. Po sestanku v Teheranu je menjal mnenje. Takrat v Teheranu je opazil, smo konec novembra 1943, je opazil, da Angleži in Američani ta boj, to nacionalno, to osvobodilno gibanje sprejemajo. In ga je tudi on se odločil, da ga bo podprl tudi vojaško. Jaz imam podatek od maršala Golovina, ki je bil ta glavni sovjetske
sovjetskega letalstva, pravi, kako je Stalin na letališču v Bakuju mu rekel, sedaj pa je treba jugoslovanskim partizanom pomagati z orožjem. Naj stane, kar stane. In faktično, čez nekaj časa je to orožje začenjeno prihajati. Obenem je Stalin tudi zavzel eno odločno kritično stališče do Puričeve vlade, torej do vlade v izgnanstvu, in je podprl v bistvu Tita in njegovo novo strukturo, kakršna je nastala po drugem Avnuju, kar pomeni, da so se naši komunisti sedaj od tega trenutka dalje čutili dosti bolj močne, tudi kar zadeva zahteve naših meja, predvsem meja z Italijo. Oni so, kakor vi veste, februarja 1944 ustanovili tisti znanstveni inštitut, na čelu katerega je bil spet moj profesor Cviter. Ta inštitut je začel intenzivno diskutirati, pripravljati gradivo za bodočo mirovno konferenco in jaz bi rekel, da ni bilo osvobodilnega gibanja v Evropi, ki bi se tako dobro pripravila na to konferenco in tako natančno začrtala svoje zahteve, kot je bila naša. In to je naredila ta skupina intelektualcev, ki je bila zbrana v znanstvenem inštitutu, pri čemer so oni rekli, mi hočemo tudi Trst, mi hočemo, meni so hoteli tudi Krmin. In zakaj? So rekli, oni so priznavali, oni niso skrivali, so rekli, Trst je večinoma italijanski. Tudi ta del Fulanije ni etnično naš, ampak spada v naš ekonomski kontekst. In zaradi tega je primerno, da ga imamo. In kar se meni zdi tudi zelo značilno je to, da je Kardelj v tem času absolutno stopil na ta stališča. Kardelj pred vojno o Trstu ni nikoli govoril. Nikoli govoril. Tokrat sedaj pa je rekel, naš Trst je sovjetski Trst. Torej pomeni, tukaj bomo ustvarili velik blok, ki bo segal, kot je rekel pozneje Tito enkrat, od Jadrana do Japana. In v tem smislu je Trst imel za njih eno posebno vlogo, pri čemer pa je treba tudi reči, da so naši komunisti vedno skušali ohraniti eno sodelovanje z italijanskimi in najti z njimi en dogovor, ki vsi veste o Vlatušovih misijah v Milan, o pogovorih, ki jih je imel, in o dejstvu, da je Kardelj oktobra 1944 ne v Bariju, kot je rekel prej nekdo, bi se zdaj rekel poveša, po mojem, napačno, v resnici v Anconi, se srečal s to Italijo in ga je tam pripričal, da je prav, da Jugoslovani zasedajo Trst. Toljati v tistem trenutku, zelo malo časa, veste, ampak v tistem trenutku je Toljati upal, da bo prišlo v Italiji do ene revolucije. To je bilo nekaj kratek čas. In v tem kontekstu je Toljati rekel, ja, je prav, da Trst zasedajo enote jugoslovanske ljudske armade. Sedaj, ali se je s tem že odpovedal ideji italijanskega Trsta, ne, je težko reči. Pozneje je menjal svoje mnenje, je spremenil svoje mnenje, ampak je bil en trenutek, ko je on priznaval to
to našo zahtevo. Spomladi leta 1945 se je zdelo, da imamo mi podporo tudi Stalina. Kajti, ko je šel Tito marca tega leta v Moskvo, je objavil, kako vi verjetno veste, v časopisu Rdeče armade Krasnaja zvijezda en članek, v katerem je napovedal svoj marš na Trst. In tega, veste, v Sovjetski zvezi ne bi bilo mogoče, če ne bi Stalin dal svojega blagoslova. Torej, je treba tudi reči nekaj. Stalin je bil zato, Stalin je bil prepričan, da je pravično, če mi dobimo Trst, zato ker je rekel, Italijani so iz Trsta naredili eno izhodiščno točko za svojo invazijo v Jugoslavijo. In zato je pravično, da Jugoslavija dobi Trst. To je bila njegova pozicija. Seveda, ko je potem prišlo do te tekme za Trst in ko so naši to tekmo zmagali, sicer samo za nekaj ur, ampak vendar so jo zmagali. Ko so Angleži in tudi Truman reagirali z grožnjo vojaškega spopada, in ta grožnja je bila resnična, ni bila izmišljena, je Stalin se potegnil nazaj. In je pustil Tita na cedilu. Ne vem, kdo, mislim, da je Kardela, kdo je rekel, mi bi bili pripravljeni se boriti za Angleži in Američani, če bi nas Rusi podprli. To da Rusi, seveda, jih niso podprli. Moram reči, Stalin je bil en velik, real politiker, je vedel, kakšni so odnosi sil in si tega pač ni mogel privoščiti. Še nekaj bi dejal. Meni se zdi, da je tudi Tito bil dosti bolj real politiker, kako recimo Kardel, kajti Kardel je še na koncu svojega življenja obžaloval, da 9. korpus ni miniral mostov na Soči in da ni preprečil prehoda Neozelancev na to stran. Pričemer jaz mislim, in Kardel je tudi priznal, da nikoli ni zastopil, zakaj se to ni zgodilo. Jaz mislim, da imamo odgovor. Tito se je zavedal v tistem trenutku, da se čisto enostavno enega spopada z Angleži in Američani ne bojo privoščiti. In tako smo mi sicer Trst izgubili in mejo na Soči, ampak veste, kaj vam rečem? Sem prepričan. Če ne bi zasedli takrat teh pokrajin, mi Kopla danes ne bi imeli. Zdaj je pa, dr. Bojan Godeša, prvo, če lahko eno minuto časa nam vzem izven programa. Jaz se zahvaljujem organizatorjem, namreč to, kar vam zdaj ena stranje, sem imel namen prebrati prej, ampak sem bil že prej predolg, pol pa, ko sem videl to vsebino, sem videl, da dosti bolj so ta okvir, ki je bil zdaj na sporedu in se popolnoma ujema s tega, kar je profesor Pirjevc ravnokar govoril. Tako da je v bistvu samo še en dodaten argument za pojasnitev tedanjega stanja. Namreč to, kar je govoril profesor Pirjevc v euforiji, ki je vladala, kako bomo zlahka dosegli ne zedinjeno Slovenijo, ampak meje, omenijo visoke ture, tudi Semernik je bil omenjen, ki so ga celo pripravljeni v Čebrnik spremeniti ime. Tudi meja na Pijavi se ni zdela predaleč. Skratka, to je bila zares tako euforično stanje. Zdaj bom pa jaz samo povzel, kakšno je bilo pa realno stanje na globalni ravni.
Peter Calvo-Coresi, Guy Vinti in John Pritchard so v knjigi The Total War, Causes and Causes of the Second World War izpostavili, da druga svetovna vojna v Evropi, za razliko od prve svetovne vojne, ko je na ruševinah cesarstv in imperijev nastalo več nacionalnih držav, od Finske in baltskih držav do kraljevine SHS, kar poznamo pod pojmom Versajska Evropa, ni imela za rezultat radikalnih sprememb družbeno-politične kartografije. To namreč tudi ni bil namen in vojni cilj zaveznikov, ki so to tudi posebej izpostavljali, da se v tem pogledu povsem razlikujejo od silosi, ki so si prizadevali ustvariti novi red, tudi s korenito preureditvijo državnih meja. Zavezniški načrti o povojni preureditvi Evrope so namreč prvenstveno stremeli k oblikovanju kompaktnih nacionalno homogenih držav, ki naj bi kot take zagotavljale povojno stabilnost v vmesnem prostoru med Sovjetsko zvezo in Zahodno Evropo. Ta je dotlej vse skozi upravičeno veljal kot izvir najrazličnejših konfliktov, ki so nenazadnje tudi pomembno vplivali na Hitlerjev vzpon in s tem posledično tudi na začetek druge svetovne vojne. Oblikovanje nacionalno homogenih držav je v skladu s takšnimi zavezniškimi predpostavkami bilo po vojni uresničeno s preseljevanjem prebivalstva in ne s premikanjem državnih meja. Posledica takšne že med vojno sprejete zavezniške odločitve je bila izgon nacionalnih manjšin iz držav tega prostora, predvsem seveda nemške, deloma tudi madžarske, pa tudi zgodba z odhodom italijanskega prebivalstva iz krajev priključenih Jugoslaviji v bistvu sodi v ta kontekst. Skladno s tem so omenjeni britanski zgodovinarji ugotovili, da je v pogledu povojnih sprememb meja v Evropi moč navesti zgolj dva primera. Sicer premik meje proti zahodu v korist Sovjetske zveze, seveda z vsemi pripadajočimi posledicami, in pa Jugoslavijo, torej priključitev pretežnega dela Primorske k Matici. Pri čemer velja opozoriti na distinkcijo, da je glede spremembe rapalske meje v korist Jugoslavije vse skozi vladalo načelno soglasje med zavezniki v protihitlerjevski koaliciji in v tem pogledu, ne glede na njihova različna povojna stališča o obsegu ozemlja, ki naj bi bilo priključeno Jugoslaviji, vendarle nesporno dokazuje njihovo vzajemno prepričanje o upravičenost takšnega posega, za razliko od priznanja povojnih meja Sovjetske zveze in s tem pogojene prestavitve Poljske proti zahodu na meje na Odri in Nisi. V tem primeru je namreč pravzaprav šlo glede na tedanji položaj več in manj zgolj za potrditev obstoječega stanja. V luči takšne zasnove povojne ureditve Evrope dobi akt priključitve pretežnega dela Primorske k Matici seveda povsem drugačen pomen in razsežnosti. Soglasno odločitev velikih treh o upravičenosti premika jugoslovansko-italijanske meje v korist Jugoslavije po drugi svetovni vojni je potrebno v tem kontekstu torej razumeti predvsem kot veliko izjemo oziroma celo kot popolnoma edinstveno odločitev v okviru dogovorjene načelne zavezniške politike o ureditvi povojne Evrope, ki temeljila na načelu nespremenljivosti meja in priznavanju predvojnega statusa quo, kjer je bilo izhodišče seveda leto 1938, to je pred Hitlerjevimi ozemeljskimi posegi. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa odpiram diskusijo. Če dovolite, bi jaz samo dve pripombi imel. Profesor Cviter je leta 1969... Mikrofon, dajte mikrofon, kaj ne slišate. Profesor Cviter leta 1969 v letem predavanju primorskim študentom v Ljubljani povedal sledečo. Vsa primorska zgodovina se suče okoli odnosa mesto in zaledje. To se mi zelo pomembna ugotovitev, ker si tudi razumemo to širitev jugoslovanskih meja preko narodnostnega ozemlja, preko italijansko-narodnostne črte. Druga stvar se mi zdi zanimiva, da kot je Stalin recimo odobraval med vojno ozemljske vizije Slovenije, tako tudi Lenin leta 1917 obsojal londonski pakt, ki je Slovence seveda... Kaj te poznal javno znan? Je po miru brez Litovske poznal znan. Tudi Lenin bo takrat zelo zanimiv komentar, ki ga je takrat objavil. Pa še nekaj, med vojno so se dejansko stališča tega, o mejah se bomo govorili po vojni, je bilo stališče tako pri zaveznih kot pri kominternih tudi. Zato si tukaj našli, mislim, to povedam zato, kako je bil ta trg boj za meje, vendar je bila to ena močna, kako bi rekel, ena težko prebavljiva kost. Pa še nekaj bi omenil, mislim, da se govori večkrat o paljenju na Bajški planoki, paljajo v dolini Soče. In paljajo je predvsem potem znano, da je tu doživel smrt Ferdo Krvanje, da je zvala
leta 1964 na način, ki še vedno odpuja neko pozornost ljudi, ki radi ustvari na senzacijo. Je pa blizu te plati. Ja, dosta nas je. Savin je tu. Ja, Savin to delo. To so mimo grede. Potem smo pa nekaj vprašati, letos so obhajali v Trstu 50-letnico smrti Josipa Golca Jojo. To je bilo tega eksponenta Bavknikove vrhunske mreže. Kako je odnos bil, mislim, če to gledate v britanske javne službe, kako je bil ta odnos, kako je njegov doprinos k temu, se oni bil seveda v strogi službi zaveznikov, njim s partizanskim gibanjem povezal, to me zanima. In v meni tudi me Lenščaka, kot emisarja dr. Mihe Kreka, če se mislite tega Kreka. Naš on je bil Ajdus, ne? In morda to zanimivo vedeti, kaj je. Samo to sem gledal. Je pa še gospod dr. Goran Bajs, Ja, ne, jaz sem vprašal besedo za diskusijo, ker bi imel kar nekaj dodatkov, ki vedno lahko niso vsa vprašanja, ker vedno potem bomo lahko malo preveč dolgo šli. Bi pa imel glede kolega Torkarja, če sem pravilno razumel, da je bil večji pomen misij Sovjetske zveze v kakšnem smislu, razen če tukaj nimamo kakšnih podatkov novih, bi tukaj jaz rekel, da verjetno ne drži, da trojka pričetnikih prve misija 17. marec 43, Equinox, ne bi govoril v pogojniku, oni so ustvarili stik z zavezniki, konkretno s Kairom, se poznamo tudi nekaj teh sporočil. Morda to pa je lahko podatek, verjetno lahko večini ne poznam, potem je tale tale radodajnik, ki je nosil ime Sigal iz Slovenije, to je bil pri teh četnikih, je potem bil direktno tudi povezan z centralno MI6 v Švici, odkud je prejemala veliko podatkov. To je, imamo sedaj tudi na razpolago objavljen uradni zemljevid te službe, neki dokumentov te službe. Izveliko, da Klauda je imela prvi namen prodor v Avstrijo, pa vendar ne samo to, recimo, to mora tudi malo manj znan zadeva, februarja 1944 je Peter Wilkinson bil osebno na Primorskem v Istri in čakal tudi na podmornico, da bi preizkusil, če bi lahko tukaj ena zveza lahko potekala. Podmornica ni nikoli prišla in od tega potem bilo nič. Glede tega, da so v okviru misij govorili o meji nad Inmentu, ja, kakšenkrat se to tudi zgodi, je treba vedno problematizirati, ker pripadniki misij, ko so svoja poročila pisali, niso vedno imeli najboljših podatkov, ne podatkov, pojma, ne samo to. Tudi ko so pisali, kakšenkrat Istra, so mislili celo Primorsko, celo Jugoslovanije in tako dalje. Je treba tudi malo dešifrirati, takrat, ko pišejo določene zadeve. In tudi kdo je pisal o tem glede recimo Tilmenta. Razen še nekaj bistveno novega, meni, kar je znano pri italijanskih partizanih, so to govorili britanskim misijam in ameriškim in potem so to ki pisali v svojih poročilih, kar je treba vedno preveriti, če to drži. Namreč, popolnoma je res. In tu mislim, da je treba potegniti eno črto. Pretirano se poudarja pomen misij. Pretirano se poudarja pomen misij, ker so bile pomembne, brez dvoma, vendar njihova poročila so precej neobjektivna in treba jih močno primerjati. In centri, britanski centri, predvsem, kar se tiče recimo Jugoslavije, so dobro vedeli, da se lahko nanašajo na druge vire in to so bila prestrezanja in dešifriranja sovražnih sporočil, Ultra, Enigma in tako dalje. In to je sedaj tudi v Londonu na marsikaj na razpolago. Na terenu so bili pomembni, vendar se precenjuje in tem bi tudi rekel, da je treba ločiti misije, ki so jih poslali ene službe ali pa druge službe. Misije SOI, britanske, od njih imamo dokumentov kar precej,
je treba ločevati od misij MI6, Secret Intelligence Service. Je precejšnja razlika in nekateri avtorji, predvsem v Italiji, za nekaj letih objavljajo kakšne knjige zelo zanimive, sploh ne omenjajo te druge službe, ki je bila pomembnejša. Je bilo teh misij, pa zaprav med slovenskimi partizani, več kot misij SOI. Mora tukaj bilo nekaj nejasnosti, recimo glede rezije, potem bi lahko tudi razložili, ker je podobno glede Tibenta, ker so bile govorice, niso se vedno pravilno predstavili na terenu, kaj nekaj pomeni, tudi emisije. Zato, če bomo zdaj dobili tudi dokumente ruskih misij, sovjetskih, bo zanimivo videti, kako so oni razumeli zadeve. 9. korpus ni mu pomembno samo zato, da so misije iz drugih koncev prišle do njega, recimo iz Italije njih evakuirali. Nekatere misije so prišle do 9. korpusa in iz 9. korpusa so potem odšle, recimo, med italijanske partizane. To prav misija Kulat. Še pred prihodom McDowella je Tito zahteval, da imajo zavezniški oficiri dovoljenja. To ni nobena graja glede recimo kolega Torkarja. To je samo, da nekaj podarim. V tem, jaz mislim, da tu se vidi neka suverenost Tita. Tito tu, da jasno vedeti zaveznikom in zavezniki to sprejmejo, da mora biti neko uradno dovoljenje. Stvar je izjemno pomembna. Tudi izkrcanje v Istri. Jaz sem rekel tisti primer tega Petra Wilkinsona, treba biti tudi v kakšnem kontekstu bil, vsekakor. Mislim, da je zgrešeno govoriti zgrešeno. Verjetno je treba dodati še nekaj. Jaz mislim, da sam Churchill ni verjel v izkrcanje v Istri. Ni verjel v izkrcanje na Balkanu. Je pa o tem veliko govoril, ker to je bilo del ene širše propagande. Deception Operation, perfektno je to uspela. Skoraj vsi so to verjeli, recimo slovenski četniki. Hitler. Tudi recimo, gledajte, tašna podarjanja so tudi glede izkrcanja. V Grčiji verjamejo, partizani, v Bolgariji verjamejo v to. Ker so morali odvrniti pozornost glede Normandije. Ja, mislim, samo, jaz mislim, da... Samo to, ker Tito pove, da očitno onega obiska ne bo po srečanju s Churchillom. Mislim, da tukaj je skoraj pravično v spomin na Churchilla, da je on to... Vse so ga tudi njegovi, so ga zafrkavali, to je zdaj v dnevniku glavnega šefa njihove vojske. Churchill je to povedal, da to mora plasirati. In to jim je perfektno uspelo. Glede, koliko pomoči je potem prišlo konkretno orožja strani Sovjetov? Če imate vi kakšne nove podatke, kar jaz vem, vsekakor levi delež je strani Britancov in Američanov. Če bi menjali mostove na Soči, bi lahko vsekakor zavezniki prišli po morju v Trst. Ker so bile direktive Aleksandrov, da naj poskusi po kopnem in po morju. Če bi se to zgodilo, if history, ne? Vsekakor to zdaj treba, če bi pustili dostop do pristanišča, na to bi že pomenila vojna, ne? Ne bi jaz to rekel, da je bilo vse res, da je bilo vse zaminirano. So imeli podatke, da so nekateri sodelavci, nekateri nacisti tudi tukaj mine načrtno odstranili. Glede revolucionarnosti komunistične partije Slovenije na Primorskem, samo vprašanje, tudi to, kar je pred zasedbo in tudi pred vojno v bistvu delal Pinko Tomašič v sodelovanju recimo s Tigrovci, tudi to na nek način je bilo revolucionarno v tem smislu. Ne vem, tukaj ne poznam, koliko je bilo to morda so zvočili recimo z italijansko partijo delovanje Pinka Tomašiča, to morda je drugo vprašanje. To za sedaj, hvala. Naslednji, prosim. Ja, samo jaz bi samo rekel Gorazdu, kar se tiče Titovega odnosa do misij. On je leta konca 1943 rekel Angležem, ne nam pošiljati ljudi našega izvora v vaših misijah.
če te hočejo ti ljudje se priključiti našemu osvobodilnemu boju, ja, naj stopijo v naše vrste, ampak nočemo imeti ljudi naše nacionalnosti, ki so v bistvu vaši špioni. In cela zgodba tudi o teh padalcih, ker oni so, Angleži in Američani so kljub temu vztrajali in pošiljali te ljudi. Kar pomeni, da so faktično pošiljali svoje obveščevalce in malo kaj. Tako da tudi to zgodbo o padalcih moramo vključiti v ta kontekst. In kar se tiče odnosa, različnega odnosa do Angležev in Američanov in Sovjetov, je takšen bil. Sovjeti so imeli dosti več možnosti delovanja kakor Angleži in Američani od oktobra 1943, zaradi tega, ker so Američani poslali k Mihajloviću tistega McDowella, ki je v bistvu Mihajlovića napumpal in mu ga prepričeval, da bo tukaj prišlo do enega antikomunističnega gibanja, ki ga bo Amerika podprla. 44 Samo da ne bo nesporazumov. To glede misij sovjetske anglo-ameriške. Moje vprašanje je bilo, ker se mi je zdelo, da je bil nek podarek, da recimo sovjetske so bile pomembnejše. Pravim, razen če nimamo kakšnih novih podatkov, vsekakor, po mojem mnenju so bile še vedno, po mojem poznavanju so anglo-ameriške pomembnejše. Samo v tem smislu. Za partizane so bile sovjetske pomembnejše. Za slovenske partizane so bile pomembnejše sovjetske misije. Jasno. In to jih je bolelo, ker so zelo zvišen. Rusi so imeli strašno zvišeno. In to jih je na podlagi česa? Na podlagi tega, da so se lahko svobodno gibali po štabu do enot, dobivali so boljše obveščevalne informacije, jedli so boljšo hrano, štabno hrano, niso jedli hrano enot in podobno. O tem ne vega dvoma, o tem sem tudi jaz sam napisal. Ne, tukaj se je treba nekaj druge ločevati. Pred drugimi zavezniki, kaj so pomenili anglo-ameriške misije, ki so tudi prej prišle, govorimo leto prej. To je bistvena razlika. V tem je bilo moje vprašanje. Problem nastane, ko pridejo tudi te sovjetske misije in ko se odnos Tita do Angležev in Američanov zaostri oktobra 1943, oziroma 1944, zaradi te situacije. Ne, edino je to, jaz gledam iz zornega kota morda drugačnega, jaz gledam iz zornega kota zunanjega, mednarodnega, ne lokalnega partizanskega. Za tisto seveda, da Sovjeti so imeli večjo prostost in so jih videli bolje, na seveda, to ni obega dvoma. In samo zornega kota. Vi gledate preveč zelonskega zornega. Jaz bom še dal še en, ker pa spet partizanski vidik na zahodne misije. Z enega vidika so bile pa res pomembnejše, ampak z tega vidika, da so jih lahko uporabili, da smo mi zavezniki, ne, ruski, kot so nasprotniki prekozali, ampak mi smo celotne protihitlerjevske zavezniki, to se pravi tudi Zahoda. Pa Jorija Jonesa, ki je bil prvi. Nobene tega ne zanika, logično. No, z tega vidika so bili Angleži. Oziroma, zelo pomembno. Ampak noter je, da ti rečem, da resnično situacija postaja tako napeta, od oktobra Še sam Pinku Tomažiču, ker eno zanimivost, samo kot zanimivost. Vemo, da je postal po drugi svetovni vojni tudi jugoslovanski narodni heroj, Pinku Tomažič. In zanimivo je pa to, da on pravzaprav verjetno je bil edini jugoslovanski narodni heroj, ki v bistvu se ni zavzemal za Jugoslavijo, ampak on je nekako bil za sovjetsko Slovenijo. Hvala. Mislim, da je doktor Trohova predvignala roko. Zagreti, da sploh ne imamo do besede, samo ena pojasnila, kakorkoli.
tukaj je bilo govora o raznih slovenskih predlogih, ne vem, kje ne bi vse to bila meja, to je dejansko res, ampak to niso bili neki predlogi nekih višjih forumov, ampak pač posameznikov. Če bi poslušali Virgila Ščeka, bi najrajši zasedel polovico Italije, če bi bilo po njegovem. Ampak kakšni so bili pa dejansko, če rečemo tako, uradni oziroma nameni slovenskega vodstva. Tukaj že omenjeni predsednik Znanstvenega inštituta, profesor Franc Viter, je napisal eno obsežno študijo v letu 1944 o bodočih slovenskih meja, kjer je začrtana izključno slovenska etnična meja kot predlog in pa samo na nekaterih delih, kjer je nujna bila povezava prometna z ostalih območji, vprašanje je bilo na primer Čedat in tako naprej. Septembra 1944 je bil skupni sestanek predsedstva SNOS, na katerem je bil tudi Kardelj in Znanstvenega inštituta, na katerem je bilo izrecno rečeno tudi v smislu približno isti mesec dane Titove izjave, tujega nočemo, svojega ne damo, to se pravi, zahtevali bomo samo slovensko etnično mejo z nujno potrebnimi korekturami, to je izrecna Kardeljeva zahteva. Na Cvitorovo vprašanje, ki jo je potrdil še enkrat, potem, ko je Cvitor postavil vprašanje, kaj pa, če mi to postavimo na mirovnih pogajanjih, potem pa bomo dobili dejansko, seveda, na vsakih pogajanjih nekaj manj, ali ne bi res zahtevali nekaj več in kdo bo potem odgovarjal pred zgodovino, če ne bomo dobili vsega tega, kar je pravzaprav naše. Tako da te zahteve po Tilmentu pa visokih turah niso bile nikoli zahteve partizanskega oziroma vodstva slovenskega osvobodilnega gibanja. Samo pa, že dolgo prosim za besedo. Torej, imate različne argumente, bom povedal malo povod. Samo? Ja, torej, ruski bataljon bazoviške brigade po zmagi na občinah ni prišel z bazoviško brigado v Trst, ki je bila nastanjena v katedri Speki na Pjačovu in tam, ampak je šel v Šempat in tam formiral z enim ruskim bataljonom, ki je bil sestavljen iz kozakov, ki so se podali v Brdi partizanom, rusko brigado, prvo rusko brigado. Torej to Rusi niso hoteli imeti veze in v Trstu, so prav pred kratkim našel, da Zavaronkov, ki je bil maja meseca v Trstu, je bil oficir NKDV. Ni bil redna vojska, kot je bil Ribatlenko. Pomoč so dali drugo tankovsko brigado in so poslali samo z zimskim mazivom. In potem sredi ofenzive v Slavoni je brigada obšala precej daleč nazaj, ker ni imela poletnega maziva, da bi tanki lahko vozili naprej. Je bil to slučaj ali bila sabotaža? Ker je 2 tedna mirovala druga tankovska brigada. Vprašanje je mej. Obstaja depeša, medel od komande 4. armade, 9. korpusu, naj pošlje iz Vidnice z radijsko postajo čim dlje na zahod in kjer sreča zaveznike, naj takoj javi kraj, dan in uro, ko so jih srečali. To je bila ena taka vojaška prevara, da ti javiš svetu, da si prišel do Latizane in v resnici si jih umil v Tržiču. To so ene take stvari, ki bi se jih mogoče dalo razčistiti. Most, kjer so šli četniki, ki niso bili samo četniki, so bili jugoslovanska vojska v domovini, ko so se oni imenovali.
so razstrelili, je bil en Hrvat, ki je bil v tej enoti, pa je žrtvoval življenje, se spustil po vrvi do nosilnega stebra, dal eksploziv, dal sprožit in eksploziv umrl. Torej, vsaj en most je bil podrt. Zdaj ne vem, preko katerega so prišli zavezniki čez, došli Paparjani, seveda. In potem, vi govorite, da zavezniki so bili fer. Verjetno niste brali spominov feldmaršala Klerka, ki pove, kako so 22. maja šle divizije britanske in ameriške na ozemlje, ki je zasedala slovenska vojska. In tam ta poroča, da edini incident je bil ta, da poveljnik gor na Trnovem je protestiral, zato ker BBC je rekel, da so ameriške čete zasedle Trnovo brez vsakega odpora. In premik 2 divizij je vojna operacija, prosim, oboroženih divizij. Ni bil sprehod. In pa je, da je odgovoril Jugoslovanom na vprašanje, kaj je to, naši fantje se morajo malo razgibati. Hvala lepa za tako razgibanje. Hvala lepa. Še kdo, prosim? Dvigni ste roko, mislim. Kamera. Operativno. Operativno. A ja. Jaz sem pravzaprav eno neumno, naivno in nevedno vprašanje. Ali je kdo kdaj pomislil, zakaj so se imenovali misije Livingstone? A je imelo to kakšen vsebinski pomen, ali je to, ali so dobili v prihodu teh misij med zamorce, Slovence, ali kaj? Mislim, čisto enostavno bi rekel res, kot sem rekel, naivno vprašanje. Če je bil tako, bi rekel, kakšna druga misija, bi imeli kakšna druga imena, malo manj. Eksotično. Misij je bilo toliko, da verjetno, ne vem, lahko da je tudi to, mislim, je... Ne, mislim, čak, ime se 3-krat ponovi, odnosno 4-krat ponovi, to ko da ne najde novega imena. Dobro, se pravi, rekel sem, da je neumno, naivno in nevedno vprašanje. To imenovanje misije je imelo razlog, ker Livingstone 1 je tisti, ki je pripravil teren, Livingstone 2 je bila opazovalna, Livingstone 3 je... Livingstone Livingstone ni bila prva in to o tem ni govora. Prva je bila Equinox. Imam še dolgo vprašanje, prosim. To je bila provokacija. Samo to, doktor Torkar je omenil... samo vprašanje, doktor Torkar je omenil, da je imela obveščevalna služba angleška težave ali zaplete z cerkljansko tragedijo. A nam lahko malo več poveste o tem? Kaj se pravzaprav, ker je še ostala kot ena velika enigma? Tam so potaknili Darevskemu, saj tako se govori, da je sodeloval s tem inženirjem Razingerjem, ki naj bi imel veze z Gestapom. Cerkljanska tragedija je v osnovi, je bilo treba za njo najti krivca, ker ta izurjen nemški bataljon Heine je naredil pač učinkovit prodor na partizansko osvobojeno ozemlje, mislil, da je uničil oficirsko šolo, dejansko je pa uničil partijsko šolo. In potem se je seveda po vojni, o tem piše, vemo, Boris Mlakar, se je potem iskalo krivce in lokalni krivce je bil seveda inženir Razinger, ker je bil seveda kočevski Nemc in ta Lado Piščanski je bil seveda duhovnik. Treba je bilo dobiti in seveda predtem pa je imel ta Darevski res nek stik s tem Razingerjem, ki dejansko mu ni dokazano, da je sodeloval z Gestapom in zaradi tega je pol letu. Ni letu samo zaradi tega, leto je tudi ker se ona dva nista zastopila, ker ni Darevski razumel subordinacije, da je njemu nadrejen Jones. V glavnem štabu, tudi te osebne zamere so bile. Ampak formalno je bila ta, tudi več različnih razlogov je bilo.
Zdaj, ta enigma Cerkno pa še vedno ni popolnoma razčiščena. Ne. Tam so vprašanja, tam je problem lažnih verov. Ne. Vi se lahko, dejstvo je, da so veri pisni, zgodovinar mora z pozitivističnega vidika tudi zaznati, da je vir lažen ali. In tam je problem, da so tako partizanski dokumenti noter, nekatere ni netočne informacije in isto v nemškem veru, tudi poveljnik bataljona Hajne se je hotel narediti pomembnega in je naložil not stvari in tu je v bistvu zdaj stvar, kateri še nismo prišli do dna zaradi tega. Hvala lepa, še to prosim. Ali lahko zaključimo? Ja. Torej mene doletela neka, ne rekel nehvaležna, naloga, da dam zaključno besedo. Predvsem se mi zdi, predvsem hočem reči, da je to, jaz se spomnim, sem kot otrok, še sem hodil v šolo, pel, prepevil, ne vem, kdo me učil pesem, hej Slovenci, kje so naše meje, tam Slovenci, kjer je naša kri. To je pesem, ki nisem več slišal že nikoli več, ampak zdi se mi, da so vsa ta naša zgodovina zahodnega slovenskega prostora odvija kot meja. Od oglejske države naprej, od beneško-avstrijske meje do Napoleonovih meja, do italijansko-avstrijsko-avstro-ogrske meje in tako dalje in tako dalje. Samo je to vprašanje meja, prenosov zgodovina in da stalno trčimo na to mejo in se o tej meji pogovarjamo. Ne, da to je pač naš fenomen, ki ga raziskujemo na različne načine in tudi na različne načine interpretiramo. Druga stvar, kar bi hotel podariti, se mi zdi ta naš skromen opis te naše prireditve. Koga še naša zgodovina zanima, koga zgodovine izsledki zanimajo. Ali zgodovine ne znamo pisati popularno, da bi navdušili publiko, da bi privleči naša stvar, naše raziskovanje postane bolj privlačna. Ne vem, to se mi je taka tudi taka zelo zanimiva zadeva. In pa še nekaj bi omenil. Danes berem v časopisu, da je ob včerajšnjem obisku italijanskega predsednika države Mattarelle in Borisa Pahorja prišel ponovno na dan, Boruta Pahorja, ne Borisa Pahorja, ponovno poročilo Jugoslavijsko-italijanske kulturno-zgodovinske komisije, da je na to poročilo lep v prah, da to treba zbrisati in se vprašujem, kako to inzistiranje na objavi tega poročila po 15 letih, ko je poročilo bilo objavljeno. Ali je to poročilo še aktualno? Pa tudi, če postane aktualno, ali bo komu kaj kasnilo? Lahko nekaj glede tega? Ali bo italijanska javnost, kaj bo to? To se mi to vprašanje se zdi, ali je zgolj neka politična, rekel, zadrega, ker je o čem debatirali, ker do tega železnici ne morajo debatirati. Vse do tem Jugoslavijsko tega poročila se ne vem, ali pa plinski terminal v Trstu, ne vem, to se mi zdi tako, ampak to je mimo glede to vprašanje nastalo, kot vse, da se ga vprašamo. Samo glede tega poročila je pred nekaj leti na eno vprašanje enega poslanca pisno odgovorijo zunanje ministrstvo italijansko, mislim, da bo nek podsekretar. Vprašanje je bilo, zakaj ni še objavljeno tole poročilo v Italiji. Odgovor Farnesine, pisni, zdaj citiram po spominu, je bil tale, itak je itak je tista prava verzija, ki je v slovenščini, italijanščini, angleščini, je na internetu in so dali tudi potem iz zunanjega ministrstva so dali potem tudi link. To je res, to je rekel tudi italijansko zunanje ministrstvo. Nekaj leti. Hvala lepa. In ko še četrto, vendar iz tega naši diskusije našega, z teh predavanj, vendar izvira, da slovensko zgodovinopisje naših dneh se biva po dveh tirih. To se mi zdi neko svoje razumljivo in zanimivo, če ima vsak določeno interpretacijo nekega zgodovinskega dogodka. Ampak, če se začnejo pa zlorabljati zgodovinski dokumenti, ponarejanje, napačne, ponarejene interpretacije, potem seveda se tisto naše osnovno pravilo zgodovine seveda izniči. Kajti, kot pravijo, že latinci so pravili, prima lex historia esto, nekaj fazi dice, nekaj non dice auda.
In to se mi bi moralo veljati tudi zato, ko, če našo zgodovino vodimo po dveh tirih. Ne pa, da postane zgodovina izsluškinja politike, kar se danes zelo pogosto dogaja. A mislim, ne na strani, prepogosto se dogaja. Jaz s tem bi končal in se vsem skupaj zahvalil za udeležbo, zlasti pa prirediteljem, da je ta simpozij uspelo pripraviti. Ne vem, zdaj ima pa še dr. Damjan Guštin še besedo. Kot najprej, seveda, hotel sem nekaj zaradi drugega se oglasiti, ampak vsem hvala referentom in seveda tudi publiki, organizatorjem, ki ste nam tu pomagali.